Potem, ko je mandatarka Alenka Bratušek v četrtek zvečer v državni zbor vložila listo kandidatov za ministrice in ministre v svoji vladi, je danes pričakovati odzive na sestavo bodoče ministrske ekipe. Že zdaj odmeva ime kandidata za finančnega ministra Uroša Čuferja, ki je bilo do sinoči še dobro varovana skrivnost. Druge koalicijske partnerice so večkrat poudarile, da odgovornost za to odločitev nosi Bratuškova in da ji za zdaj zaupajo. Prvak državljanske liste Gregor Virant pa je v oddaji Pogledi Slovenije dejal, da njegova stranka zagotovo ne bo dala glasov za vlado, če jih kandidat za finančnega ministra s svojim imenom, kredibilnostjo in nastopom na zaslišanju v državnem zboru ne bo prepričal. Premier Janez Janša, ki opravlja tekoče posle, upa, da se bo vladalo bolje, kot se je sestavljalo novo vlado. Seznama ministrskih kandidatov pa ni želel komentirati, ker da ga ne pozna. Ob prihodu na drugi dan vrha Evropske unije v Bruslju je še dodal, da je vsakomur treba dati priložnost. Svetovni dan potrošnikov, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Pravice potrošnikov zdaj, posvečen pa je varstvu potrošnikov in konkretnim potrošniškim problemom. Zveza potrošnikov Slovenije sicer prejme na mesec več kot 1000 klicev kupcev za pomoč pri reševanju potrošniških zagat. Prav zato je treba po navedbah zveze takoj razrešiti zastoj pri izvajanju programov varstva potrošnikov, ki jim onemogoča dostop do brezplačnega svetovanja, za katerega so sredstva v proračunu zagotovljena in je vlada izvajalca že izbrala. V mestni občini Maribor je danes zadnji dan volilne kampanje pred nedeljskimi nadomestnimi volitvami, na katerih bodo volili župana in 4 mestne svetnike. V primerjavi s prejšnjimi dnevi je v koledarju kandidatov za zdaj napovedano zatišje. Ob polnoči nastopi volilni molk, ki bo trajal do nedelje do 19. ure. Na voljo bo 114 volišč, od tega jih je 28 dostopnih invalidom. Na predčasnem glasovanju, ki se je končalo v četrtek, je svoj glas oddalo okoli 800 od skupno nekaj manj kot 93 000 volilnih upravičencev. Pred železniško postajo v Kranju je zgodaj zjutraj pri premikanju praznih vagonov žica za električno napajanje vlakov padla na streho vagona, iskre pa so zanetile požar. V vagonu ni bilo potnikov. Materialna škoda še ni znana, je pa požar povzročil velike zamude vlakov. Nekateri so imeli tudi več kot uro zamude, promet po progi pa je ponovno stekel nekaj minut pred 10. uro. Danes se na cestah končuje letošnja zimska sezona, vendar pa je zimska oprema zaradi včerajšnjega obilnega sneženja obvezna tudi po današnjem datumu. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila predpisano zimsko opremo od 15. novembra do 15. marca, v zimskih razmerah pa tudi zunaj tega obdobja. Voznikom brez ustrezne opreme grozi 120 evrov kazni, če onemogočajo promet, pa kazen znaša 500 evrov in 5 kazenskih točk. Pretežno jasno in sprva še mrzlo bo, zjutraj od -12 do -3, čez dan od 1 do 6 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od zahoda postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bo na zahodu občasno rahlo deževalo, nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, močnejše bodo na zahodu. Snežna meja bo pod 1000 metrov nadmorske višine, snežilo bo lahko tudi po dolinah severozahodne Slovenije. In še opozorilo, na severu države bo pihal okrepljen severnik s hitrostjo do 70 km/h, ki bo popoldne oslabel. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Nezakonita zamenjava nadzornikov Marifarma. Kakšna so pričakovanja glede novega župana? V Kidričevem začeli proizvodnjo konopljinega olja. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.